Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. V Via Pozitivo smo povabili Matica Vidica, prijazen pozdrav. Lepo pozdravljeni. Matic je univerzitetni diplomirani filozof, profesor teologije, specializant logoterapije in stalni diakon v novomeški škofiji. Matic pa ne samo to, še marsikaj ste, ampak je takoj tudi ti ob najinem srečanju, ker smo skupaj doživeli nekaj ur zelo prijetnega skupnega kolesarjenja, tudi to lahko omeniva, zato bo mogoče najin pogovor vsake toliko časa bolj sproščeno tudi zavil. Ja, želim si tega. Veliko lažje je sploh, če z nekom nekaj deli skupnega. In to je tisti spomin, ki te zmeraj pričara in ti daje tisto prijetnost, predvsem pa tudi, in sem se veselil današnjega dneva, da se srečava in da spregovoriva o marsičem. Ker medtem, ko sva obračala vsak na svojem kolesu pedali, sva na hitro izmenjali nekaj teh zanimanj in takrat sva v bistvu odprla tudi pogovor o Romih in o vašem delu z njimi. Odkot to vaše zanimanje, filozofija, razumeti človeka, tisto srž humanosti? To po moje kar nekako Bog v človeku da in sicer da preko izkušenj. Jaz vedno razlagam te svoje izkušnje. Že kot otrok sem bil občutljiv, sem zmeraj z neke distance opazoval druge, nisem znal nekako navezati stika, mogoče malo bolj boječ. Imel sem tako res pestro izkušnjo, predvsem preizkušnjo, tudi z izgubo staršev, nekako nisem imel najbolj urejene družine in takrat se je nekako začel močen stik z vero, močen stik z Bogom in v odnosih se ljudje krepimo. In mislim, da me je ta odnos me je okrepil, vse tiste pomanjkljivosti, ker tudi do 13. leta, večkrat poudarjam, jaz sem tako jecal, da nisem mogel nič povedati. In toliko se je potem spremenilo ravno s tem odnosom, so se vse te rane pozdravile in tudi govor. Tako da danes mogoče malo bolj tekoče govorim, kot sem včasih, predvsem pa sem bolj sproščen, ker vem, kam spadam in vem, kdo sem. In ravno te vprašanja je kot filozofa me je spraševalo, kaj je smisel, kdo sem, zakaj sem, ker vsi nekako celo življenje iščemo odgovore, kdo pa sem. Vsi večkrat odgovarjamo, kaj sem oče, sem mož, ampak kdo sem jaz. Tako da tukaj je verjetno ta potem tudi samozavest, neka samopodoba malo boljša, da potem lažje pristopam in delujem. Kar sem je pa predvsem potreboval, tudi ko bom kasneje govorila pri pristopu k Romom. Tam pa ne moreš biti šibek. To je zelo zanimiva trditev. Ja, ne smeš si dovoliti, da bi bil šibak, sicer boš težko pomagal nekomu, ki je lahko v tej družbi v še šibkejšem položaju, ampak Matic, mogoče, če smem nekaj še te osebne zgodbe. Všeč mi je, kadar si ljudje upamo to iskreno noto podati drug drugemu, da odprto govorimo o svojih izkušnjah, o svojem življenju. Kdaj se je pri vas ta bolečina, ki se je izražala zelo močno, kdaj se je to potem prelevilo v nek lep sad, da ste začutili, da imate vrednost, čeprav ob izgubi staršev, da se je vendarle povrnilo to zaupanje v neko varnost? Katera leta so bila to? Pri 13 letih tle je botroval od mame samomor, poče bil pa alkoholik, tako da sva se oddaljila, je bilo težko imeti odnos, tudi kasneje zaradi bolezni je umrl. Ampak tukaj nisem jaz toliko trpel, kot bi ljudje mislili, da takrat pa otroka ga zavrže, ker sem takrat vzpostavil odnos z Bogom, ker se je Bog takrat prikazal. Zato kot stalni diakon zmeraj pri krstu zabičam staršem, otroci so zdaj dobili še ene starše, še pomembnejše starše, pomembnejšega očeta, ki ga bo do konca skrbel za njih. In tukaj je pomembna ta milost. Danes sem imel tudi enega fanta, 14-letnika, ki je prišel k meni na pogovor, ker mora pripraviti PowerPoint o Svetem pismu. In mi je ravno to nagovorilo, kako so eni oropani, ker ni imel pojma o Bogu, pojma o veri, nikoli ni nič slišal, o Noetu je enkrat slišal, oziroma ni nič vedel, o Jezusu je prvič slišal, prebral, koliko bi oropan, nobene vere, ničesar. In sem mu položil na srce, da potrebujemo to, da biti sam je nekaj najhujšega. Biti sam, da noben mu nič ne pomenim, da me noben ne ljubi.
Vsi hrepenimo po brezpogojni ljubezni. In ravno zato je ta odnos, vera je odnos. Vera je odnos z nekom, ki me presega, nekdo, ki me presega v ljubezni, v skrbi, v vsem skupaj. Zato je to tako pomembno. In ne gre, in vse te rane, ki jih danes nosimo, ki jih imamo, so ravno duhovne rane. Zato je tukaj ta klic k temu, k odnosu. In zato se trudim na vsakem koraku, to je tudi moja pot diakona. Moje mesto je na pragu cerkve, da ljudi vabim k notri. Večkrat mislimo, da smo diakoni okrog oltarja, da se razkazujemo, ampak ne, v zunaj in vabimo notri. In to je tako čudovito poslanstvo, jaz ga zmeraj primerjam nekako z Jezusovim umivanjem nog, ko se ponižam, ko sebe umaknem in ko drugemu pomagam, da najde pot notri. Matic Vidic je tokrat z nami, logoterapeut, sicer univerzitetni diplomirani filozof, stalni diakon. Matic, kako vam je osebna preizkušnja, ampak iskreno vprašam, pomagala vam, dala verodostojnost tudi, ko danes pomagate drugim, ko poveste iskreno, skozi kaj ste šli, a čutite, da vam veliko bolj zaupajo? Hvala, ste ena redkih prvič, v bistvu, ko ste opazili to, ker tudi sam prisegam na to, da sem avtentičen. Kako bi si sploh dovolil pri svojih 37 letih lahko komorkoli biti sogovornik, če ne bi vsaj en delček nečesa, se pravi tle in smrti in alkohola in odvisnosti, take drugačne in izgorelosti, brezsmiselnosti, vse to, kar me je spremljalo in poslovnih propadov in uspehov. Vse to me spremlja, zato razumem nekoga, komu ne gre, nekoga, ko pade, nekoga, ko je sam, nekoga, ki se išče. Tle je ta klic in tle se čutim avtentičnega, da lahko o tem spregovorim, da sem pogumen, da stopim, da sem pripravljen nekoga mu stati ob strani in hoditi z njim ali pa včasih tudi malo pred njim. Matic, tako mi je dragoceno, ko ste rekli, da mladi danes sploh nimajo vpogleda, pa tudi če izhajajo iz tradicionalnih katoliških družin, kdo je Bog? Kako ljudem približate Boga? Spomnim jih na rane. Ljudje te rane zmeraj potiskamo. Mi imamo take odlične obrambne mehanizme, se pravi, ali nam gre včasih na humor s humorjem, ali počasih gremo z regresijo, z nekim jokom, ampak probamo zmeraj nekako, ali pa posttraumatski sindromi, da jih postavimo ob stran in nekako pozabimo na vse te. Jaz pa zmeraj opozorim na te rane, ki jih nosimo, ker te rane nas spominjajo, kdo jih zdravi in predvsem preko ran vstopa Gospod. Pristna vera je preko ran. Jaz si sicer želim, oziroma jaz sem za vsakega vesel, ki je sposoben Boga spoznati, z njim splet odnos brez teh ran. Ampak rane dajo, ki jih pa vsi na vse zadnje nosimo, vse nobeni brez ran, na koncu na vse zadnje. Ne? In preko teh ran, jaz mislim, da dajemo pot Gospodu, da vstopa v naše življenje. Ne? Tukaj sploh, ko imam te mlajše, ki so starši ločenih, so te ločitve tudi ene take rane, ki so zelo naredijo avtocesto do Gospoda. Ja, Matic, kaj pravite, tudi skozi svoje izkušnje? Pravijo, da danes prehitro rečemo, da gre za travme, da večinoma so to neprijetne izkušnje. Znova ste pravi, da vas to vprašam. Kaj je travma, kaj pa so neprijetne izkušnje? Travma je nekaj, ki me zaznamuje, ki pušča posledico, ki ima nek odzven, ki zveni, ki me ne pušča ravnodušnega, ki je se kar nekaj zahteva od mene. Neprijetne izkušnje so pa tista čustva, ki jih doživim. In tukaj mi se moramo naučiti sprejemati, ker kaj je obup? Obup je trpljenje brez smisla. Jaz moram osmisliti vse te rane. Jaz, če sem zavrnjen, nekje v eni službi sem zavrnjen, si lahko rečem, verjetno je pa zame ena druga služba. Ker najhujše je, kaj z glavo skozi zid riniti in kar ustrajati in smo že čist potovčeni in še kar ustrajati in misliti, se bodo pa mogoče se drugi spremedali. In tukaj je ta svoboda, ki je tudi Frankl zmeraj uporablja ravno v tem, da lahko zavzemem stališče, da rečem, očitno pa to verjetno ni zame. In tudi kako pa, če Bog drugače spregovori, kot z neprijetnimi izkušnjami, ker mi ne razumemo drugega. Saj ne razumemo drugega. Sem tudi videl svoje podjetniške poti, pa sem ustrajal na eni podjetniški poti, pa se je moglo vse zgoditi negativno, kar je možno. Od tega, da je na enega zaposlenega padlo drevo, ker sem imel gozdarsko podjetje, do tega, da sem dobil visoko kazen, do tega, da smo en avto poškodovali, do tega, da sem se na koncu žagal v stopalo, sem mi rešil stopalo. In to je bilo, vse se je zgodilo v 14 dneh. In to je bil jasen signal, to ni zate. In vse te izkušnje, zdaj tudi mi, ali smo pripravljeni gledati in biti pozorni in biti občutljivi za simbole oziroma za znamenje časa.
To je moje, to se dogaja meni, to se ne dogaja tebi ali pa nekomu drugemu, to se meni dogaja. Vse te slabe izkušnje, vse to slabo se dogaja meni. Zato ljudje zmeraj pravimo, očitno nekaj delaš narobe. Če bi delal prav, se verjetno ne bi vse to slabo mi dogajalo. Verjetno ne. Seveda ne, mi bi vse spreminjali druge, mi sebe ne bi. Mi bi vse druge spreminjali in jaz sem zmeraj žrtev. Mi imamo vse to potrebo, da smo mi žrtve, kako smo mi bogi, kako nam gre vse narobe, kako nas noben ne mara, kako še Bog je nas pregledal in tako naprej. In mi imamo to vlogo žrtve zato radi, ker ne potrebujemo biti aktivni. Pri vlogi žrtve smo zelo pasivni opazovalci in čakamo, se usedemo in čakamo in gledamo, kaj bodo drugi delali. Mi smo tako zelo leni, duhovno leni ali pa drugače leni in je težko, ker kakršnakoli druga aktivnost zahteva mojo moč, mojo aktivnost. Predvsem pa tisto kljubovalno moč duha. To sem se po vojske naučil. Veste, v vojski je bila ena taka lepa izkušnja, ker sem se naučil, da si ne morem dovolj, da padem. Tam so bila z mano dekleta, ker smo razna usposabljanja delali, pa tudi čipkejši, vse skupaj in vsi so vame verjeli, si nisem mogel dovolj, da bi jaz padel, tako da sem mogel ustrajati in mi je bilo tam ena taka lepa izkušnja, tudi ne vem, spanje v snegu, več ni, premalo hrane, premalo toplote, vsega skupaj in tako se naučiš v teh kritičnih trenutkih, se naučiš to kljubovalno moči duha, da jaz zmorem, da pregriznem vse, če je treba. In ta moč, ta pogum nam manjka v življenju, predvsem pa zaupanje. Ko se enkrat zavem, kako ima mene Gospod rad, kako ima mene Bog rad in da bo on vse zame naredil in ga sem jaz enkrat s tem, spoprijateljim se s to mislijo, da me ima Bog rad in bo vse zame naredil, pa jaz nobene anksioznosti več ne rabim v življenju. Jaz sem razbremenjen vse anksioznosti, ker vem, da bo vse v redu. Jaz nimam več česa biti. In to je ta svoboda notranja, po kateri tako hrepenimo in na 1001 način jo iščemo povsod drugod. Povsod drugod jo iščemo, ker je povsod drugod lažje. Še vedno ste stalni diakon v Slovenski vojski? Ne. Od decembra nisem več v Slovenski vojski. Meni je bilo vojska, to je bila najboljša služba, to je bila sanjska služba, jaz sem se super imel in spoznal sem. Pravličnih 7 let, zakaj ste jo zapustili? Moj sin pravi, 4-letni Izak, pravi, kaj dela oči pomaga ljudem, da niso žalostni. Ja, in to je moja pot kot terapeuta, da pomagam, predvsem s tem se tudi preživljam profesionalno, da pomagam ljudem, da niso žalostni, ljudem, ki so zlomljeni, ki so razočarani, ki so ali razvezani, ali ne vidijo več smisla, predvsem pa tisti, ko ne morejo več naprej. Kje vas najdemo, Matic? Kot terapeuta, kako do vas? Ja, imam kar gužo, tako da treba mogoče kaj počakati. Na internetna stran www.maticvidic.si, tam so informacije, pa na Facebooku sem dosti prisoten. Drugih socialnih omrežij pa nekaj mi je preveč vse to, mi je tako naporno ta socialna omrežja, tako da že Facebook mi je po 10 let pauze, ko sem jo imel, nisem bil nikjer nič, sem se odločil pač zaradi teh poslovnih vidikov moram imeti, tako da sem tukaj prisoten, na Matic Vidic logoterapeut ali pa Matic Vidic me najdejo. Matic, midva sva se sicer zbrala, kot sva že vmes omenila, zaradi pogovora, ki sva si ga na hitro izmenjala, vaše delo z romsko mladino, večinoma z njimi, kako je ta skupina res potisnjena na neko obrobje, kako se tudi oni sami soočajo znotraj svojih skupin z zlorabami, z zanemarjenostjo. Je pa težko govoriti o Romih, ko pa vemo, koliko je tudi nekih kriminalnih že dokazanih dejanj. In potem so ljudje, seveda, če nimajo izkušenj, ljudje so zbegani, najmanj to. Ja, res je. Kako sploh odprete prostor, da slišimo tudi o njihovih potrebah, ne samo, da jih prepoznamo kot nekoga nebodiga treba, ki ustvarja probleme na naši ulici? Mene so Romi dotaknili se že kot mladostnika. Moja pot je z Romi taka, da smo zdaj govorili, včasih smo jim rekli cigani, ni bil izraz Romi. Tako da smo rekli cigani in mi smo imeli, vsaka hiša imela svojo ciganko. Ni bilo rečeno, da oni sami sebi raje rečejo cigani, da je Romi ni ravno pravi izraz zanje, a ste se o tem kdaj pogovarjali? Ja. Si rečejo cigani? Si rečejo cigani, meni rečejo gadža, se pravi civil. Da sem, se pravi, da nisem njihov in do drugim, vsem civilom, ki ne Romom rečejo civili oziroma gadža. Drugač pa... A ne, ker če rečemo cigani zdaj v pogovornem jeziku, bi malo se domislil, da je slabšalno, pa niti ni, a ne? Niti ni, samo se mi zdi, da pa rajš vidijo, sploh če koga prepeljem, pa da meni dovolijo, sicer res nimam nobenih težav, si mi rečem cigani, ampak za nekoga tretjega pa vidijo raj. Da so Romi. Ja, dobro, jih tako naglašajo tudi mi. Ampak jaz bom pri preteklosti so bili cigani, jaz bom iz tega časa
pa bom pa že tudi spremenil naziv njih. V Načekrti so bili cigani, mi smo imeli ciganko in smo imeli eno polico, kjer smo vse stvari, kar so ostale, ker so bile po roku, kar nismo več rabili, smo tam shranjevali in je vsako soboto prišla ciganka in smo ji dali to stvar. Kdo mi? Vaša družina? Naša družina. Aha. In je imela vsaka hiša imela nekako posvojeno ciganko, za katero je skrbela. Kateri konec je to? To je Dolenjska. Nismo to nič povedala. Žabjak. To je ta največje jugovzhodni regiji, največje romsko naselje, kjer šteje med 800 in 1000 Romov. In je že od nekdaj veljala navada, da je imela vsaka hiša, tako v navednicah, neko skrb za enega od ciganov. Solidarnost, to je bila zelo solidarnost. Mi smo zelo solidarno živeli. V sobivanju. Tako, zelo sobivanje, bilo zelo na visoki ravni in tudi, ampak jih je bilo tudi manj, jih je bilo 40, jih je bilo pred 40 leti, no, zdaj jih je pa govorimo 1000. Tako da takrat je bilo to sobivanje, je bilo lepo. Pa se je pa začelo, vsaka najboljša stvar se lahko spremeni v najslabšo stvar. In tudi te podpore, to sem ravno včeraj z Petrom Kokocem, ki je tudi zadolžen za pastoralo Romov, tudi na škofovski konferenci, on je tudi mene upeljal, sem tam in se večkrat srečava in si podeliva izkušnje in ravno včeraj sva imela srečanje in mi je ravno to zaupal. Je rekel, veš, jaz sem rekel, da se je vse spremenilo, ko je en lokalni veljak politični želel narediti svojo politično kariero s tem in se je začel pritoževati nad črnogradnjo in je organiziral protest in takrat se je vse spremenilo. In me je popravil Peter in rekel, ne, prav najboljše stvari se spremenijo v najslabšo stvar in tudi tle država narobe naredila, ko smo dali socialno podporo z najboljšim namenom, da pomagamo najšibkejšim, nismo imeli več pogleda, kam to pelje in se je ta stvar najboljša ratela najslabša. Vsi so nehali delati, ker včasih so delali, Vsi so nehali delati. Pred parimi leti je bil od 800 ali pa 1000 prebivalcev bil samo eden zaposlen ali nobeden. Za predstavo. V šolo je končalo, spet od te številke prebivalcev, jih je končalo mogoče 1 na 2 let osnovno šolo. Vsi drugi so zaključili ob 6. ali 7. razredu, pa je to že v redu, ali pa še prej. To, da si malo naredimo predstave. Njihov delovni dan poteka tako, da sedijo in gledajo. Ali hodijo okrog, malo brskajo po kontejnerjih, kaj iščejo, v glavnem beden. To ni nekaj, da bi si želel. Da se nadaljujem, tako sobivanje bilo. Pa se pa to sobivanje prekinulo in se nekako naselilo sovraštvo. Z vsemi temi protesti, z vsemi temi političnimi spodbudami po drugačnem mišljenju, se tudi v nas naselil strah, predvsem pa sovraštvo. In mi smo grdo začeli gledati Rome in Romi so grdo začeli gledati nas. Dogajalo se, da je ogromno so pokradili po njivah, mi smo imeli kmetijo doma, da je, ne vem, ali je zginila motorna žaga, ali je motor od mešalca, ali je potem en plug so celo ukradili skozi neki, potem vrata, jaz imam vsa vrata, naprimer v svoji hiši, pa v svojih garažah imam posod načeta vrata, oziroma imam poškodovana vrata, ker je nekdo želel udrti. Ampak to je realnost, ki se jo večkrat v Ljubljani ne zavedajo, ali pa ne zavedate, se pravičujem. In ni nekaj tu prijetnega, in tudi meni se je začela ta moja zgodba romska, začela, ko nekega dne sta se 2 Roma z motokrosi vozila po naši njivi, kjer smo imeli še poljščine, in jaz sem šel tja do njima in sem rekel, halo fanta, zdaj pa dost, in sta se spravila name, takrat sem se ustrašil. In kakor vemo, strah rodi sovraštvo. Zato iz mene je izhajalo nenormalno sovraštvo. Sovraštvo predvsem do tega, da zaščitim svojo družino pred njimi. Zato sem tudi začel trenirati borilne veščine, sem hodil 3-krat na teden, po 2 uri, s tako borilno veščino, ki ima vse, ki sem se učil predvsem s palcem, z nožem in kako človeka najbolj nesposoben. To sem bil jaz in to sem hodil. Tako da po 3 letih teh urjenja sem res doživel, da je prišel en vinjen Rom na dvorišče, tam neki se je spravljal name in sem ga parjel in sem ga zabrisal, da ga bom končno sprobal svoje borilne veščine. Ampak sem takrat zagledal, sem se ustrašil, kdo sem jaz postal, kaj sem jaz postal, da sem res postal človek, ki hoče nekoga poškodovati. Torej sem se ustrašil samega sebe, predvsem pa v njegovem obrazu zagledal neko milino nekega prestrašenega človeka, ki me kliče, nek klic je bil. Tako da je to odzvanjalo pri meni, odzvanjalo. In sem takrat še tudi na škofijo potem enkrat pisal, da z očitkom, kako to, da hodijo duhovniki po misijonih po celem svetu, tlele pa pred nosom jih pa noben ne gre med njimi.
Ampak je bil ravno to, sem potlej refleksijo vzel, sej mogoče pa to zame klic. Tako da sem začel na najnižji ravni, začel sem za njimi pobirati smeti. To je bil začetek poti. Oni hodijo mimo naše hiše, hodijo v Mercator pa v Hofer in temu pravimo mi romska transverzala ali romska pešpot in to je bilo polno smeti. Vi si to ne morete zavedati, koliko je bilo to smeti. So bile sama smet pri smeti, oni nimajo navado dajati v koš, vse, kar odpravijo, vrže na tleh in to je bilo po travnikih, posod, to je bila 1,5 kilometra pod polna smeti. In jaz sem vsako jutro, ko sem šel v Srečko, tam skuža tam na sprehod, namesto da bi hvalnice malo se zahvaljeval za življenje, sem klev. Kaj spet vsako jutro. In pa sem ugotovil, da lahko pa jaz nekaj naredim, da lahko poberam te smeti. In je velika manjša verjetnost, da bom drug dan spet bil slabe volje in jezen. In tako sem začel več mesecev pobirati smeti vsako jutro, sem začel pobirati smeti in potem sem srečal. Sem pa naslednji korak je pa bil komunikacija z njimi in sem rekel, dragi moji, ali bi se dalo, da bi vi te smeti drugič dali v koš. In oni so rekli, veš kaj, majster, nismo bili mi, tu so bili drugi, ne? To je njihov tak način. In kaj bi tle pomembno je bilo, da jaz več nisem gledal z očmi to, kar so, ampak to, kar bi lahko postali. Nisem bil netoleranten, nestrpen, ampak spoštljiv. Ker spoštovanje ima edino ljubezen v sebi. In takrat sem se premaknil, nisem več jih gledal kot moji sovražniki, kot nekoga, ki se jih bojim, ki jih preziram, ampak nekoga, s katerim bi lahko sodeloval. Tako da takrat se je začelo. S temi smetmi se je začelo in potem sem čutil potrebo, da grem naprej še več. Tako da sem šel potem s Petrom Kokocem na Brezje, kjer imajo oni, to je njihov glavni dopust. Grejo k Marici za Velik Šmaren, sem šel z njimi, sem 2 dni z njimi tam prebil. Potem je bil pa čas, da naredim korak naprej. Sem šel pa v njihovo naselje in sem jim organiziral Miklavža. Tako da so vsi prišli potem na kup, sem jim vsem, Karitas mi je pomagal, da sem jih obdaril, tudi Peter mi je stal ob strani, potem sem jim organiziral jaslice, pa pol katehezo ob jaslicah, pol sem jim polnočnico smo imeli, tako kot laik, lahko sem besedno bogoslužje, polnočnico. Tako da se je začelo, tam se je začela pot, ampak naj povem, v njihovo naselje ne stopa noben civil, noben, ki ni Rom. To je geto, to ni nekam, kamor greš, tja ne greš, tja gre sem policist, pa gasilci in nišče drug ne hodi tja. In zame je bil to nekaj tako težkega, sem solzah v očeh, to je bil zame eden najtežjih trenutkov, smo mogli to tisto, pa še par let, tja noč se pelati, med ljudi, ki jih ne maraš, ki ti povzročajo vse najslabše. Nisem pa mogel nekaj narediti, ker kot v vojski je bila skozi v igri, da moram iti na misijo in nisem mogel pustiti doma same stare mame pa žene pa otroka. Enostavno je bilo tle potrebno nekaj narediti, nisem si mogel dovoliti. Zato sem začel vse te aktivnosti, predvsem pa, ker sem čutil klic. Vse nekako, kar v življenju vemo, kam te Gospod kliče. Moram povedati, da ni noben odobraval mojega dela. Žena je rekla, ti si zmešan, stara mama rekla, kaj je s tabo narobe. Je v strahu znova, ne? V strahu pa tako, to ni nekaj normalnega, da greš med njimi. In tudi vaščan in tudi župnik, še prejšnji, noben, vsi še zdaj jih slišim velikrat za hrbtne govorice, ker grdo govorijo meni, ker se pa z njimi ukvarjam. Zato je tudi ena pot, ni samo, da sem med Romi, ampak tudi, zato mi je pa prednost diakona, da lahko iz Prižnice oznanjam iz Abona, oznanjam ravno o tem, kaj je ljubezen, kaj je Kristusova ljubezen. Ker mi težko govorimo, da smo kristjani, obenem pa nekoga sovražimo. Ne moramo. Oni so tipični gobovci, ker kaj so bili gobovci? Tisti, ki niso smeli biti zraven, tisti, ki so bili zavrženi, tisti, ki niso bili v odnosu, tisti, ki so pomenili okužbo. In mi imamo ravno ob njih, mi se ob njih zgražamo, nam je neprijetno ob njih. Zato tudi, ker jih krščujem v cerkvi, v tej naši cerkvi, je bilo ogromno kritike, ogromno, kaj mi smo to cerkev postavili, zdaj pa matic, cigane v leku, pa jih odkrščeval. Ogromna ta miselnost je zelo toksična miselnost, in je zelo nevarno tako razmišljati. Zato je tudi ta pastoralni del oznanjevanja ljudem, se pravi, da so oni moji bližnji. Oni so moji bližnji. In jaz se kot človek, kdo sem jaz, se ob njih lahko identificiram, kdo pa sem zares jaz. Ker najbolj iskrenost je to, da odnosu z njimi, ker oni ti nič ne dajo. Tle ne moreš iti za računico. Tle samo daš. Pri njih si to, kar si. Pri njih ne moreš igrati, ker te preberejo. Oni so tako občutljivi na to in jaz zmeraj mogo biti jaz. In oni so mi zmeraj kako izpraševali vez, kdo pa zares sem jaz.
Tako da se je nadaljevalo in z Verukom, in z Obhajilom, prva skupina, in z Bermanci so zdaj nadaljujemo naprej, tako da so tudi te prvobhajenci so že zdaj v srednji šoli, kar je čudež, da je šlo 8 jih je šlo v srednjo šolo, prej pa je bil eden na 4 leta, tako da tle se vse vidi, da veje duh. Tle ne morem jaz nič, jaz se dam sem na razpolago. Tle je nevarno, da bi jaz rekel, jaz nisem nič naredil, jaz sem se samo dal, pripravljen sem se bil dati na razpolago, vse drugo dela duh. Matic, verjetno je treba opisati tudi ta ozadje njihovega psihološkega sveta. Vi nenazadnje kot filozof, kot teolog, tudi logoterapeut, verjetno razumete, kaj se dogaja v tem človeškem umu, če ti zrasteš iz neke povsem drugačne kulture, z drugačnim videnjem in razbiranjem tega sveta. Težko usvojijo takšno miselnost, kot jo imamo mi. Živijo v povsem drugačni abecedi življenja. Super izraz rekli, drugačna abeceda življenja, to mi je všeč. Ja, Kje se zdaj najdete? Ja, najdemo se pri evangeliju, tukaj se srečamo. Ker tle lahko resnično učinkovit je samo evangelij. Ker trudimo se že po Sloveniji posod z različnimi prijemi in na različen način. Ampak evangelij ustvarja pot. Bom razložil. Tle se gre za skupino ljudi, kateri imajo najhujše psihološke travme. Z tega vidika, ker ni otroka, da ne bi bil zlorabljen na tak ali drugačen način, večkrat žal tudi na tisti najgorši način, večkrat. Ni otroka, ki ne bi bil zavržen, ki ne bi bil poteptan, ki ne bi bil zaničevan in tako naprej. Predstavljate si, da pridete v družbo, kjer te takoj prime etiketa, da smrdiš, da lažeš, da kradeš. Se pravi, živeti s to prtljago, da si nezaželen, da te noben noče, da noben mu nič ne pomeniš in da noben mu nič ne koristiš. To so najtežje obtožbe ali pa najtežja stanja, ki jih nosim, da noben mu nič ne pomenim, da noben mu nič ne koristim, da me noben ne mara in da sem nezaželen, nepotreben, nehoten. Hujš ne gre. To so najhujši primeri, kar obstaja v Sloveniji, rekel, so to. In to je pekel na zemlji. Tako. In to je tipična ta bivanska praznota, ki je vse brezmiselno, vse je brez veze. In iz te poti gre samo, kam pa gre v agresijo, se pravi, ali do sebe, ali do drugega, ali do zunanjo, ali do notranjo, gre do odvisnosti, razne od drog, ogromno imamo drog, ogromno imamo kriminala v naselju, vsi so oboroženi, to vsak otrok dobi, ko se rodi, dobi od očeta pištolo. Si morate misliti, da od očeta dobiš, to je dediščina moja, ko se rodim, dobim pištolo. In jaz imam tisto pištolo zavedno. Nelegalno, neprijavljeno in tako naprej. Potem je ogromno, zdaj se je začelo teh sploh ta bolj premožni, ki se ukvarjajo s kriminalom, se je začelo igralništva, v igralnice veliko hodijo. Sem na teh Facebook njihov prijatelj in potem vidim vse to, kar objavljam in včasih me kar slabo pride. No. Kje vse so, ne? Ja, kje vse na kakšen način sodelujejo. Tako da ravno ta bivanska praznota, ki jo imajo, zato je tako pomembno, da sem videl, premalo sem evangelij, je ena pot, ampak predvsem se da ukvarjam, da jim iščem službe. Zdaj iščem službe, se z njimi ukvarjam, grem do delodajalca, prosim delodajalca, ali bi bilo možno, da bi odprli svoje srce, da bi dali enemu Romu možnost, da bi delal. Nobenih noče. Tako da nobenih noče, tako da probam tam, ko me tudi podjetja najemejo za kakšno predavanje, za coaching, potlej z direktorji, ko govorim, sklenemo en pakt, dajmo se dogovoriti, prosim, za eno zaposlitev, kjer jaz stojim ob strani, sem jaz mentor, tako da sem skozi prisoten, ker se jih bojijo. Zakaj bi si nakopal težavo, če ni potrebno? Na začetku, ko sem začel prve službe urejati, nisem vedel, da moram biti prisoten. In so se grozno, sodelavce so se sposojali denar, pa niso nič vračali in tako naprej. V glavnem, so zelo iznajdljivi in tudi znajo manipulirati. Zato mora z njimi zelo razpucano. In tudi pri njih sem se naučil, da ne nosim stvari domov. Jaz tam, veste, kaj jaz tam vse vidim. Od tega, kako 12 let stare punce prodajajo, do tega, da tam otroke, vam znam povedati, to so najhujše stvari, do tega, da otroka silijo, da mora z drugo punco spati, da bo noseča, da bo imela otroka in vse skupaj. In te razmere, v katerih živijo, to je grozno, to so po tleh je povinil, pa so jogi, gor in takem, da ni mize, pa karkoli, da bi imeli noter, da bi imeli kuhno, pa ne vem, še zraven jedilnico, ni to ta nivo, To je čez drug svet, to je podobno, ko mi to ne razlaga Kerin, kateremu pomagamo v župniji, misionar, dol v Madagaskarju.
Tako da je ogromno dela je predvsem, jaz sem se mogel, tle bilo dela na sebi, oni so me pripravili na življenje, ne, in ko sem glih nazadnje sem nekaj pisal, sem se glih spoznal, da sem mislil, koliko sem dal jaz njim, pa v bistvu so mi dali vse oni, ne, oni so me pripeljali na to pot, kjer sem zdaj, da sem diakon, da sem terapeut in tako naprej, brez njih ne bi to bil. Matic, zdaj jih je nekaj uspešno, torej ta mlajša generacija, s katerimi ste vi začeli tudi delati v srednji šoli. Kaj se je zgodilo, kaj je njim motivacija, kaj spremeni tudi njihov pogled na ta svet? Nek ključen trenutek se mora zgoditi, da prepoznajo priložnost tega drugačnega od tistega njim tako znanega. Oni mislijo, da je to edina oblika načina življenja in poskrbijo zase na nam čuden način, ampak to je njihov svet. Kaj se zgodi, da se zdaj pa nekaj več kot 10 teh mladih odloči, kaj pa če je to priložnost? Drugače vsi, ko smo delali, smo si napisali, ne vem, že pred par leti, kaj si vsak 5 stvari, da si vsak želi. Dobro. Vsi so imeli isto, da bi naredil izpit za avto, da bi imel avto, da bi naredil šolo, da bi se izselil iz naselja ven in da bi imel družino. Zanimivo. Ne, vsi so imeli, sploh ni bilo nobene razlike, ne, ta izpit za avto je res veliko pomenil, pa avto. Ampak očitno močno čutijo tudi to ujetost, da je težko vsi hočejo ven, iz naselja. noben noče biti iz tega naselja, ampak jaz ustrajam, da morajo ostati noter. Zakaj? Ker če so se med seboj pokvarili, se morajo med seboj tudi urediti. In oni morajo biti drug drugemu svetilnik. Zato tudi jaz, moje delo ni, da jim jaz pridigam konstantno, ampak pomagam opravnomočiti posameznike med njimi, da so oni drug drugemu svetilniki. Moja naloga je kot Janeza Krstnika, jaz delam pot, jaz nisem Rom in jaz se tega zavedam. In jaz se niti podrazno ne morem dovoliti, da mi jaz kažem pot in da mi jaz karkoli govorim. To prvo sem mislil, ampak ni to moje. Nisem jaz spet, nisem avtentičen. Sem zgrešil. Ampak med njimi so nekateri močnejši, kjer jih prepoznate, Matic, da bi morda pa lahko nosili to vlogo. Da bodo zdržali. Ja, tu delam eksperimentalno, ne vem, kaj bo. Ker pritisk naselja je verjetno velik. Seveda, ne, ker te, kateri uspajo, se pravi, te, kateri hodijo zdaj v službo in te, kateri hodijo v srednjo šolo, te so dvakrat kaznovani. V zunanjem svetu so zavrženi, jim nagajajo, jih ne marajo. Meni je najhujše, ker so punce urejene, lepe, čiste, grejo v šolo in mi joka, zato je zdaj ta kampanja, ki se dela proti Romom. Ne? Kaj pa on naredi? Ja, te edini, ki so v svetu prisotni, ki nekaj naredijo sebe, družba jih potle izloča, pa se jim posmejuje, pa jih žali, pa karkoli. Ne? Zato je to tako, rekel tudi medijem, je tako odgovornost, kaj mi damo ven, ker na eni strani zaradi ene informacije lahko nekdo zelo trpi. No, tako da oni so dvakrat tepeni. V naselju so diskriminirani in v zunanjem okolju. Ne? Tako da tle bi mogla država nekaj narediti. Saj moram povedati, da sem v stiku v župani, da me ogromno kličejo, da se pogovorimo, kako začeti ta dober primer prakse, kateri se je začel v Novem mestu, zdaj v tem naselju Žabjak, kako bi to drugod ga dali, tako da so odprti za ta dialog, da se poišče, ker so gotovili, da samo da jih preganjamo, ne bomo rešili. Zmeraj je pot naredi ljubezen, ne mora drugo narediti. Sovraštvo ne naredi poti, sem to sam izkusil. Ja. Pot je ljubezen. Nasilje res ne prinese sadu, nikdar. Ne mora, ne, in pa tudi na koncu sem jaz tist, ki sem pohabljen spet, ki sam sebe, ne. Tako da jaz mislim, da bo, glavno, en tak primer je bil, ker v srednjo šolo niso šli zaradi tega, ne, ker niso imeli prevoza. Jaz sem potem na občino klical, če bi se dalo kaj urediti, so rekli, da ne, da to ni obvezno, srednja šola, osnovna šola mora zagotoviti, srednja šola pa ne. In potem so mi iz malteške pomoči pomagali, sem se obrnil na njih, so mi pomagali, da smo za par mesecev pokrili kombi in tam sem mogel najti enega voznika njihovega. In noben je bil v redu. Ta je bil tak, ta je bil tak, ta je bil tak. Potem sem pa najdel Džanija, ki je tudi zaposlen v mojem inštitutu, no, da sem ga zaposlil, da vozi te otroke. On je bil pa edini v redu. In zdaj mi je bil tu signal, da Džani je pa vsem spremljiv. Na Džaniju je pa treba delati. Tako da zdaj ga Džanija mu pomagamo, da je tudi na komunalnem podjetju dela, kjer skrbi za Rome, skrbi za romsko skupino, te, ki so prestopniki, pa ki služijo družbeno koristno delo, pa te, ki so zaposleni. Tako da probamo na tak način ga ustvariti, da bi bil on pomemben člen
v tej verigi, da bi on bil tisti, ki bi spet svetil in pomagal drugim. Če zmore koordinirati manjšo skupino, da bi se to razširilo še tako da se veliko ukvarjam z njim, da ga pravnomočam, da je on ta pot. Predvsem pa moram povedati, to so tako skregani med seboj, veste. To je med seboj sin pa oče sta skregana, si ne zaupata, vse možne variante, tu so vsi skregani, noben si ne pomaga nič. Teta ni pripravljena na čakanje peljati z avto v šolo. Noben si ni pripravljen pomagati nič. To je družba, tu me najbolj žalosti. Vse razumem, da se s kriminalom ukvarjajo s tem, eno se povejo, da grejo v soboto, grejo na pohode, da grejo zdaj v Ljubljano na roparske pohode, pol grejo tja, jaz vse vemo, petki grejo, ob sobotah pride kombi iz Srbije, ne vem kaj, tisto robo naložijo in tako naprej, imajo te pohode, ker nekako pa morajo preživeti. Oni so zelo potrošni, oni sem za cigarete zapravijo po 300-400 evrov na mesec, ne, kar je že rekel, tako da potrebujejo več in se ukvarjajo, ne, mi tako nimamo kaj reči. Seveda se ukvarjajo, se tu vsi vemo s kriminalom. Ampak tu še ne sprejmem pa, da si med seboj niso pripravljeni pomagati. Zato tlele upam, da bo uspelo, da bodo začeli, že tam, ker mislim, te si pa bodo pomagali. Ko je prva priložnost, drug drugemu obrnejo hrbetno. Vsi drug drugega tožarijo, cinkajo, temu reče izraz, niso prijatelji med sabo in to je največja škoda. Tako da poslanstvo mora biti na to, da jih povezujem, da se v službi povezujejo na tak način, da se pomagajo pri službah. Ker velikrat je, ko že mislim, zdaj pa spet vidim en drugega tožja. V glavnem je, kot družba, kot skupina, potrebuješ ogromno časa. In niso enaki. Ko govorimo o enakosti, jim delamo krivico. Ko želi naša politika govoriti, da so enaki, niso, pika. Žal, meni je žal, ampak oni niso enaki, njihova koncentracija ni enaka, njihove sposobnosti niso enake. Jaz si želim, da bi pa bili enaki. In tu mora biti pot, da bi bili enaki. Enaki v tem, v sposobnosti, v samem doživljanju, v samem napredku, v samem uživanju vseh vrednot in vse skupaj. Si želim, prizadevam si in delam aktivno na tem, da bi bili enaki. Niso pa daleč od tega. Pod tem naučenim je kaj pod površjem, kaj pri posameznikih zaznate, Matic? Tudi talente, tudi neke izredne sposobnosti se sploh lahko izrazijo tudi pri posameznikih? Težko se, prvič njih... Ker je tako zanikano vse. Oni imajo tako nizko samopodobo. Ta samopodoba je tako nizka in veste, zmeraj prehaja, ko imam jaz nizko samopodobo, se ne uresničujem. Z nizko samopodobo se hočem biti ali nekomu všeč, v glavnem izgubim samega sebe in tudi s tem izgubim talente in darove, ker vemo, kako je s talenti, množiti jih moram, ne. Takrat se množijo, ko jih uresničujem. Tako da so neki čudovitih glasbenikov, igra na kitaro ali pa kako drugače in rišejo in pojejo in plešejo zelo, sploh ko imajo 8. aprila je dan Romov, takrat se zmeraj pripravijo in tudi DRPD, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, se ogromno ukvarja z osnovnošolci, polce ŠOD se ukvarja z zadnjo triado, pa s temi srednješolci zdaj. Tudi moje delo je pa predvsem, pastorala, vse skupine pa brezposelnih, da se s temi, ker najhujš je, kaj je s tistim, ko prekine ali zaključi šolanje. Sem povedal enega fanta, zgodba, kako je v praksi izgleda en fant. Oče v zaporu, en brat v zaporu, drug brat v zaporu. On je sam z mamo, pa še z enim manjšim bratom je, ampak on je sposoben, zato tle govorim, je zelo pomembno, da kri ni voda, in da jabolko ne pade daleč od drevesa, samo gnilo ne pade daleč, zdravo se odkotali. Ampak on je vsak dan vstane zjutraj, se uredi, gre v kombi in gre v srednjo šolo, ker želi postati profesionalni kelner. Zato je tudi pomembno psihološko, če jaz vem zakaj, vem tudi kako. In tu je ta motivacija, da jim damo, da lahko sanjajo, da so drug drugemu svetilniki, da si kažejo pot, da je možno. Dobro bo, ko bo nekomu uspelo v tej drugačni obliki, ne njihovi realnosti, ker bodo videli šope denarja, pa avtomobili in tako, ampak nekomu, ki bo uspelo zablesteti v nam poznanem svetu. Se jih imamo, Prekmurski so, je ta romski akademski klub, je pa tudi en izdal tudi Beli Rom knjigo, tako da imamo jih čudovite Rome. Prekmurje ima to specifiko, da oni so hodili delati v Avstrijo. To je glavna razlika med dolenskimi Romi pa med prekmurskimi, da so hodili delati v Avstrijo, kjer so bili dobro plačani. To je glavna razlika. Pri nas pa ne.
Pri nas pa mi smo Novo mesto, smo najbolj močna regija z vidika gospodarstva, ampak se jih ni zaposlovalo. Da prvih moramo vrtec dati, ker problem je že, ko pride v osnovno šolo, on ne zna jezika, ni socializiran do te ravni in do 3 leta ga še nekako tolerira, pa ne gre več. In zato se zaključ, po prvi triadi se večinoma zaključ, ker ne more, ne gre. Zato je ključno, mi imamo pa narejeno zakonodajo na ta način, da če gre v vrtec, če ne gre v vrtec, dobi večjo otroško doklado. In oni pa veste, da gledajo vsak evro, kako je. In tle zgubimo ogromno. In on potlej, ko pride v osnovno šolo, pa tudi doma, to ni okolje, lepo prosim, to ni nikakršno okolje. To vsak mu ve, ki ima zdravo pamet, to ne gre, ne more iti tako. Zato je se ogromno tudi tih trud s temi raznimi društvi, da probajo in to so zlata vredni. Zmeraj pravim, vsak modelovcu, ko se ukvarja z Romi, bi mogel dati ne vem kakšno plačo. To ni nekaj prijetnega, to je res težavno delo. Jaz tudi svoje delo, ko vidim z njimi, je lepo, je vse skupaj, ampak ozadje, koliko je tudi zraven, meni, ko govorim, je neka romantika, se sliši, ampak koliko je ozadje, da imam groženj, ko pridejo domov, pa grozijo moji družini, ker sem paket iz Caritasa enim dal, enim pa ne, pa da bodo ne vem kaj, mislim, to niso heci. Sej le govorimo o lepi zgodbi, ampak je tudi ogromno enega nasilja in vse skupaj. Če narediva črto pod temi zgodbami, kakšno je osnovno sporočilo, nek apel, ki ga je vredno dati družbi skozi naš eter? Da bomo jutri pa vendarle morda si vsaj dovolili misliti drugače o Romih. Romi so taki, kakršni so danes, tudi zaradi nas in zmeraj nek odraz naše družbe. In tukaj, kakor ne moramo spreminjati družbe, drugih lahko spreminjamo sebe. Jaz vedno pravim, šel sem v naselje, da bi spremenil njih, pa sem spremenil sebe. Zato tukaj, če že začnemo gledati sprejemanjem, kako nas uči papež Frančišek, da sprejemam tiste uboge in to je naša drža, potem se kristjani razlikujemo, da sprejemamo tujce, da ljubimo tiste in pomagamo tiste, ki so zavrženi, ki so pohabljeni. To je osnovna drža kristjana, potem se mi razlikujemo in to je naša identiteta. Ne potem, da se v nedeljo v lepih oblekah gremo iz cerkve ven. Tudi to mogoče, ampak glavno pa je po naših dejanjih. In to je tudi oznanilo Frančiška. Oznanjati evangelij, če je potrebno, tudi z besedami. Če je potrebno, tukaj pa z dejanji. In imam eno punco, moram pohvaliti, je punca že stara čez 20, se je sama me poklicala, prav rekla, gospod Matic, prav, jaz bi pa vam rada pomagala, ker čutim, da je tukaj potrebno delati. In so tako navdušeni, je bila tudi zdaj iz Madagaskarja, prišla je bila tudi dol, je šla v misijon in je prišla zdaj nazaj, da dela tudi v urgentnem centru. In zdaj ona hodi mi tudi pomagati, da gre ona, en teden imam jaz v roke, en teden ima ona. Kako pa vero razumejo? Pravijo, da jo zelo srčno, čustveno, to je temperamentno, tudi doživljanje vere? Ja, jaz pravim, večkrat gre bolj za neko vraževerje, bolj se nekako bojijo Benga, Beng je hudič, bolj se bojijo hudiča oziroma skušnjavca, kakor pa da bi ljubili Boga. No, jaz na tem razločujem. Dokler nisem jaz začel hoditi v njihovo naselje, oni niso vedeli, da je Jezus sin od Marije, to ni bilo jasno. Tako da zdaj nekako je jasno, da je Jezus sin od Marije, oni so imeli Marijo za boginjo. Ona je boginja. In jo zelo, kot je res predana vera, so pa tudi zelo naivni v tej veri, sploh, ko je bil v Zagrebu, bil tisti, ki je z očmi zdravo, kaj je že bil. V glavnem so te razni, vse, kar je nekaj posebenega, jih nagovori zelo hitro. Potem tudi, ne vem, včasih se spomnijo njihove priče, pridejo, pa se grejo do njih in mi potem meni vse porušijo, moram spet na novo se sestavljati, razlagati. Potem tudi te evangeličanske skupnosti, katere se kdaj čutijo in jaz zelo podpiram. In potem spet, Matic, zakaj nam ti to Maričo govoriš, če rešni z njo nec, in tako naprej. Jaz potem si rečemo čas mogoče, dajte raj samo moliti, ker pa hoditi, pa pusti, da nas začeto dela. Kaj pa jezikovne barikade med vami? Govorijo slovensko, sicer neko svojo obliko, kako se sporazumevate? Vse slovensko. Jaz probam biti zelo iskren in jaz nisem Rom in ne bom govoril romsko. Tako da tudi molitve, ta skupina starejši, kateri molimo, tudi ko imamo mi procesijo, ko gremo v procesijo, prvič v zgodovini se je s procesijo, večina jih ne gre na Brezje,
ampak jih ostane, ker nimajo denarja tam. Zato sem za njih organiziral, da imamo procesijo. In prvič v zgodovini se je zgodilo, da so začeli oba dva naselja, Žabjak in Brezje, ki sta ena sproti drugega, da sta oba skupaj šla v procesijo in smo molili slovensko. Ker so tudi sami rekli, da bi radi slovensko. Sicer vsi zatrjujejo, da molimo zmeraj v materinščini, da je to najbolj iskreno, ampak jaz molim potem, križ naredimo, osnovo, ne, v imenu očeta se reče in v nume dadeskero, čaveskero, svetoskero, duhovskero, amen, da bi pa zdaj jaz se prav romsko pa ne. In sicer preberem, imamo en romski, ki je tudi Peter Kokotec, pa še z donatorji oziroma s podporniki omogočil, da je nek romski kukar katehetski zvezek, kjer so note molitve, ampak jim niso blizu, ker so prekmurske bolj. No, se tukaj se razlikuje, da med seboj dialekti, da jim ne... Da se celo ne razumejo. Ja, da se celo tako ne kot bi mi kakšnega, ne, ki res tista avtohtona prekmurščino začne govoriti, da težko razumeš. Matic Vidic, hvala lepa za ta nekoliko širši vpogled, zelo kompleksen je in zelo zahteven o vprašanju Romov tudi na naših tleh. Več humanosti, ja, si želimo, ne, ampak kaj, ko si to mi govorimo, ko pa soseda ne pogleda v marsikakšni ulici, kako šele potem z drugačno etnično skupnostjo, pa še če se tam ustvarja nek kriminal, neka napetost, tega se bojimo, ščitimo svoje. Zelo kompleksno, sodelujete tudi na državnih nivojih, omenjate župane, omenjate prostovoljne ostale organizacije. Kje vidite še možnost sodelovanja nekih premikov naprej? Ja, zdaj delam predvsem na tem projektu, da probam povezati vse te občine, da bi imeli neko skupen center, kjer bi te dobre prakse si med seboj pomagali. No, ker vsak zdaj v nekem vrtičku dela vsak zase, pa da dobimo res strokovnjake, ker mi večkrat dajo občine, pa nočem biti zdaj smota, ne, ampak dajo občine, da se ukvarjajo z Romi preko javnih del, najdejo kakšne preko javnih del, se pravi, verjamem, da je večina čudovitih, ampak zmanjka izkušnje, pa zmanjka znanja, tle bi rabili najboljše strokovnjake. Smeri pravim, ene je res izkušene, sociologe, psihologe, šolnike, kateri so izkušeni, kateri dela z njimi in dobi nek skupen model, bi rekel, ker je jugovzhodna regija specifična, mi ne moramo, Urad za narodne skupnosti si želi tega konsenza, da bi vse slovensko, ampak smo prerazlični. Naše stanje tukaj je prerazlično vsem tem. In ves denar, ki ga več ali manj, tam so zelo, veste pa spet ta paradoks, tam so zelo organizirani in so, mislim, in Bogu hvala, da so tako, bi rekel, zelo povezani in tudi sodelujejo, so močna društva in polje vse gre več ali manj, gre v Prekmurje. Ne? In mi filamo nekaj oziroma vlagamo v nekaj, kar je že obstoječega, ne? Kar je že učinkovitega in dobrega. In mi se lahko tam marsikaj naučimo, lahko pa tudi, rekel, glede na svoj prostor in potrebe razvijemo primerne metode. In tudi tukaj moram tudi reči, kako zelo sodeluje, kako zelo cerkev tudi kaže tukaj pot, tudi ta podpora, ki jo strani škofije dobim, s Petra, od škofa, vsem skupaj in tudi duhovnikov so se začeli vključevati, tako da tukaj se kaže, cerkev spet je naprej pred državo. No? Tukaj je, ko je bilo večkrat včasih izpostavljena da je cerkev nepotrebna, v najhujših primerih, ja samo cerkev lahko reši. In tukaj je ravno ta vera, da tudi oni dobijo vero, da so možni, da so drugačni, da je lepše življenje, ki je preko krsta. Kje oni, ne? Še to bi rad podaril, krst je za njih, kakor za nas poroka. Za ko se en krst, to je cena nekje 8,000 evrov enega krsta. Oni nimajo poroke, oni imajo krst pa pogreb, vmes pa nič. Zdaj probamo te zakramente počasi, te milosti jim dati. In za krst on je najbolj poslušen. Zmeraj kot dijakon, ko krščujem, zmeraj rečem, naredite drugače, dragi starši, za voljo tega, da ne bo vaš otrok trpel tako, kot trpite vi. Ker Bog ima res rad. Ker jaz vidim v njih, da so podoba izraelskega ljudstva v Egiptu. Ko so ga Egipčani hoteli zatrti, izkoriščati, pa so bili nekam potisniti, ampak so se množili in oni se res množijo. Mi dva ženo sva izmolila po 7 letih, da imava Izaka, ista Rominja, ki je pri 14 letih rodila, bila skupaj z mojo ženo v porodnišnici v sobi, je zdaj že 4. noseča. Se pravi, vsako leto je bistveno bolj plodna, zato ker tudi mlajši začnejo in so ženske najbolj plodne, kdaj? Ja, pri teh letih, ne. In pri njih je posod 6, 7, 8 otrok. Mi pa enega, pa 7 let molimo, pa je, ne. Tako je praksa, tako je. In Bog jih ima rad. In ima posebno varstvo nad njimi, reč ne more to tako biti. In so neko ljudstvo in jaz vidim v njih, verjamem, da se bodo še znamenja dogajala, po njih se bodo dogajala znamenja. Močno vero čutimo, ja, to vašo zagnanost in neomajnost
vztrajati. In to lahko res vztraja samo nekdo, ki je že mnogokrat padel, pa se vedno znova iz globin pobral in vztrajal v tej luči življenja. Luč je vedno. Kdaj, ko dobim iz kakšnih podjetij, kjer smo se dogovorili za zaposlitve, pa dobim klice, da je na zdravniških padel, pa karkoli je zaradi drog in vse skupaj, mi tudi velika. Tukaj enega truda vložiš, da enega prepelaš, pa se pa ti vse podre in na sodišče hodim za njih, da jih tam probam predstaviti, pa prosim, da bi mu dali še eno možnost. Mislim, ogromno je. Ampak to delamo po en primer. To ne delamo sistematično, ker ne moramo, ker sistematično smo do zdaj delali, pa ni bilo učinkovito. Po en primer, koliko je potrebno res dati. Ampak je vredno, ne, za vsak mu karata, ne, ker na koncu bo vsak od nas odgovarjal na vprašanje, koliko duš si rešil, pika. To je naše vprašanje na koncu. In želim si priti ponosen z veliko bero pred Petra in pred Gospoda. Zdaj pa nazaj k vam ob sklepu, Matic Vidic, terapevt, specializant logoterapije, profesor teologije. Vas je pa najprej filozofija zanimala, ker ste želeli razumeti sebe, ta svet. Kot oče, kako kažete svet svojemu sinu? Ja, zgledam, ne, se vemo, da otroci ne poslušajo, otroci gledajo. Želim biti zgled, velikrat imam skušnjavo, da želim rešiti svet, ampak moj svet je, moja liturgija je doma. In to mi je tako dragoceno spoznanje, ko sem večkrat imel slabo vest, da kot stalni dijakon bi mogel biti vsak dan pri maši, ampak ne, moja liturgija je doma. In to je pomembno spoznanje, da ima otrok, da ima Izak mene, da ima Petra, da ima mene, da sem tam, ne, ker kaj danes je, to je pa gospod Kristovič super povedal, ne? Danes smo moški večkrat vir težav, kakor pa vir rešitve. In zato tukaj, ne, prisoten oče nekaj tako pomembnega, prisoten mož. In tukaj želim res, moj Izak neče imaš hoditi, ne. Noče, oče, jaz ne bi šel, ne, in ga ne silim. Nočem ga siliti, meni ni nikoli noben sicer silil, pri nas doma nismo niti hodili k masu, me sem pripeljal do cerkve, ampak to je njegova pot. In sem se naučil, da puščam, tako kot pri Romih puščam, pa se pa kar enkrat vse premakne. Sem pustim, da zaupam, da jaz gledam, da sem jaz, da živim, da sem podoba Kristusa. Moja glavna naloga je, da ali v meni ljudje prepoznajo Kristusa, ali v meni moj sin prepozna Kristusa, ali žena v meni prepozna Kristusa. To je moja glavna skrb, kaj vse drugo vse pride. Vem, Bog je tista osnovna, ampak kje so ti vaši izviri čistega, da se misel znova očisti ob takšnih težkih izkušnjah? Meni duhovne vaje veliko pomenijo, tam se res prečistim, drugače pa sem vsakodnevno 10 km tekel. To mi je bilo ta šport, kjer se grem, kjer premišljujem, kjer razmišljam, kjer razločujem. Ta telesna disciplina, ne? Sveda, to je pa od vojske ostalo. Ja, in tukaj se kar držim tega, da imam vsak dan vsaj 1 uro telesne aktivnosti. In kako se razčiščujejo stvari, kako se to dogaja v umu? Jaz molim rožno venc, ne tekem zmeraj ali pa na kolesu sposod molim rožno venc, ker to mi je ostalo v spominu. Ker kakšno pričevanje so bila zmeri, kjer se je Marija prikazala, dala sem navodilo molite rožni venc. In če človek pove zelo malo, se pravi, da tisto, kar pove zelo bistveno. Tako da me ta molitev me skozi spremlja. Ker vsak post, ki pride, sem zmeraj nekaj vzel, pa nekaj dodal. Tako da me je danes oblikovalo, da imam vso to disciplino, vso ta red, predvsem pa vero. In molitev me skozi me spremlja. Jaz sem imel do sestro Pijo, katera je zame skozi molila. Sestra Pija je zame skozi molila, ona je že od mojega 6. leta, ko sem šel 1. razred v verouku, rekla: Matic, Bog ima s tabo posebne namene, jaz bom zate molila vsak dan. In sestra Pija še zdaj mol zame vsak dan. In nekdo mol zame vsak dan. In zato sem jaz dolžan moliti za druge. Jaz vsak dan molim za svoje, molim za Rome, molim za moje sogovornike, ki pridejo k meni na terapijo, molim za svojo dušo, da bo zveličana, ne, saj Bog ve, kaj rabimo, ne. Ampak vseeno, vsak dan se spomnim na vse te. Tako da tudi vsakmu, ki pride meni, tudi če ni veren, rečem, jaz se opravičujem, ampak jaz ti obljubim, da bom zate molil vsak dan. Ne. Tako da ta disciplina, tudi duhovna disciplina, kot diakon sem zavezan k molitvi breverja, tako da sem postal človek molitve. In če imam jaz ta red, sem nezlomljiv. No.
Predvsem pa Viktorja Frankla, ogromno sem Viktorja Frankla, mene je on tukaj navdušil ravno iz tega, vse te svobode, ni bil omejen na eno religijo, bil je omejen, prvi je vpeljal v ta psihoterapevtski krog, je vpeljal pojem duhovnega in takrat se meni odprlo, sem rekel, itak ne mora biti sem telesno pa duševno, tle mora biti nekaj več. Vsak človek ima vse to duhovno. In zato tudi meni vsako terapijo mi je cilj, da zmeraj pripeljem na področje duhovnega. Ker jaz lahko igram vloge žrtve, jaz se lahko celo življenje grizem, ne vem, da je ali ne morem drugače, moj oče je pil, lahko se zmeraj to grem, ampak lahko pa to presežem, lahko pa to vem, kot sem rekel, da gnilo jabolko ne pade daleč od drevesa, zdravo se odkotali. In imam jaz v sebi to moč, to svobodo, da ne glede na to za vse zavzemem stališča, kdo sem, kaj lahko in kje je moja pot. In tukaj je ta notranja svoboda, ki jo tudi želim popeljati zmeraj ljudem, da naredimo korake. Matic, mnogo zgodb poslušalcev ste zdaj nagovorili, smo našli vzporednice, alkoholizma je veliko v Sloveniji, veliko nestrpnosti do drugih narodnosti. Treba je sobivati, čeprav je trenutno precej težko sobivanje, se kažejo problemi marsikod. Hvala lepa, ker ste prinesli nek nov pogled ali sploh spodbudili, da razmišljamo, da smo odprti in da sledimo luči. Hvala lepa tudi za močno osebno zgodbo, za res pričevanje. Lepo, da smo se spoznali in upam, da bomo še kdaj naredili tudi kakšen bolj sproščen kilometer skupaj in da bova ob naslednji skupni tudi kolesarski poti pa lahko govorila še o kakšnem novem dobrem sadežu. Se že nekaj pripravlja, ena stvar je to, ker imava s Pavletom Ravnohribom, imava prečujeva okrog o moji veri, tako da imava ta talk show hodil po Sloveniji, tudi pa še ena stvar pripravljena. Povabite, Matic, kje je v kratkem, se bo novembra, decembra, kje dogajalo? Pridemo za prijatelje Radio Ognjišče, ki bodo male počitnice, prideva tja s Pavletom, pa še nekaj krajev se že dogovarjava, ampak se morava kar uskladiti oba s Pavletom, da prideva. Si predstavljam, ste razkropljene po zanimanjih. Tudi na vaši spletni strani, Matic, najdemo te termine. Tako, ta zmeraj objavljam, probam čim bolj redno, se pravi na Facebook strani Talk Show Moja vera, pa predvsem Matic Vidic, če boste spremljali Matic Vidic logoterapeut ali pa na spletni strani. Pavletova zgodba, moja zgodba, predvsem pa tudi zgodba Franceta Prešerna, ker želimo, da če vedno malo domoljubja, malo kulture, pozabimo biti kulturni včasih. Jaz že to vidim, da se že ne pozdravljamo, ko mi nekdo vstal na prehodu, ne pozdravi, iz cerkve ven še ne pozdravimo, tako da potrebujemo. Jaz mislim, da smo ljudje, smo lačni kulture, kot je rekla mati Terezija, smo lačni ljubezni, ampak tudi kulture. To nam še primanjkuje. Saj kultura nas dela občutljive tudi za ljubezen ali obratno. Če smo ljubeči, potem iščemo tega visokega duha kulture. Verjetno eno drugo oplaja. Hvala za tokrat, za srečanje. Hvala vam, jaz pa vam povedal, da vas že dolgo spremljam in mi je ta oddaja zelo, zelo ljuba. Tako da na podcastih zmeraj grem, ko sem v avtu, dam Via Positiva ali pa Za življenje, so mi dve tako čudoviti oddaji, kjer se učim, ker ne rabim knjige brati, ampak se učim, ker so živi pričevalci, zmeraj vabite. Tako da hvala za to oddajo in mislim, da delate odlično. Matic Vidic, najlepša hvala, ker skupaj rišemo torej pot proti pozitivnemu. Res hvala, iskreno. Ja, hvala, srečno. Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.